Danes smo v centru dogajanja Evropskega tedna mobilnosti. Tukaj smo pravkar pred Tico Moravske Toplice, kjer poteka tudi popravilo koles. Vsi, ki so pripeljali kolesa, so jih danes dobili popravljena. Tako da tudi ta akcija nekako zaobjema ta teden mobilnosti. Otroci so se že udeležili spretnostne vožnje, zdaj še čakamo učence, ki se nam bodo priključili. Mi danes izvajamo eno akcijo Dan mobilnosti, ki poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Na tej akciji sodelujejo učenci vseh treh šol iz občine Moravska Toplica. Mi smo, zdaj govorim za šolo Bogojina, mi smo tipično šola vozačev. Učenci prihajajo, več kot 80% učencev pride z avtobusom v šolo. So pa pogoje tu v naši okolici, bom rekel, odlične za kolesarjenje. Tudi danes so prišli, mi si sicer želimo, da bi to večkrat bilo, ampak niso vse krivi tudi samo učenci, pa slabo vreme, včasih tudi starši malo zavirajo, se bojijo, da je prenevarno. Okrog 20 let se že ukvarjam z izobraževanjem, predvsem z delavnicami za varno vožnjo s kolesom. Od najmlajših, se pravi, začnemo v vrtcu, v osnovni šoli in tudi zelo dosti teh delavnic smo izvedli že v raznih upokojenskih klubih, kolesarskih sekcijah. In na tak način probamo, se pravi, ozaveščati te ljudi. Zdaj, kaj pa je težava? Težava je pa ta, da kolesarji zelo pogosto tudi ne upoštevajo prometnih predpisov. Apeliram na vse kolesare, ko vozijo kolesa, če hočejo poskrbeti za svojo varnost, naj se sporazumevajo z drugimi udeleženci v prometu. Predvsem pa nam je, kot ta namen tedna mobilnosti je, da poskušamo ljudi ozaveščati in jim dajati možnost, da obstaja tudi druga oblika mobilnosti. Občina Moravske Toplice je dobitnica zlatega trajnostnega okoljskega znaka Slovenija Green Gold, kar nas v bistvu še bolj zavezuje k trajnostnemu razvoju turizma in trajnostni mobilnosti. Obiskovalci si lahko v našem Ticu izposodijo tako navadna trekking kolesa, električna kolesa, lahko si izposodijo tudi skiroje in seveda vso kolesarsko literaturo. Pred samim sedežem javnega zavoda Tic Moravske Toplice se nahaja tudi regijski sistem za izposojo koles, tako imenovani soboški biciklem, in kmalu bodo naši obiskovalci lahko tudi shranili svoja kolesa in si jih napolnili v naši novi dvonivojski kolesarnici. Celostna prometna strategija občine bo krovni dokument, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj prometne ureditve v občini. Občane nagovarjamo na prireditvi, kot je danes Evropski teden mobilnosti, in že v minule dni in preko spletne strani digitalnih kanalov ponujamo anketo, ki bo podlaga za vhodne informacije, kakor tudi razni sestanki po občini, ki bodo kot javne obravnave. Prisluhnili bomo željam občanov. Naš zunanji izvajalec, ki je izvajalec pri nas in še v 4 občinah, kjer smo mi kot občina nosilec priprave te strategije, bo potem vhodne podatke analiziral, prilagodil glede na zakonodajo, na trende in pripravil krovni dokument, ki bo, kot rečeno, podlaga za nadaljnji razvoj prometne ureditve v občini.